Cenjeni gostje, spoštovani predstavniki medijev, lepo pozdravljeni na novinarski konferenci in žrebu četrtfinala ter s tem tudi polfinala 19. pokala Špar. Pred nami je torej sklepna faza pokalnega tekmovanja, ki že 19. leto nosi naziv po generalnem pokrovitelju podjetju Špar Slovenija. Špar Slovenija je hkrati tudi vrsto let eden največjih pokroviteljev slovenske košarke in v naši družbi prav lepo pozdravljam direktorja Špar Slovenija magistra Jure Merviča in predsednika Košarkarske zveze Slovenije Mateja Erjavca. Gospod Mervič, gospod Erjavec, pred vama je tako kot vsako leto, tak je čas, ena prijetna zadolžitev, torej podpis pogodbe, s katerim bosta potrdila nadaljevanje sodelovanja med podjetjem Špar Slovenije in Košarkarska zveza Slovenijo. Pa preden si sežete v roke, bi vaju prosil za par besed, gospod Mervič. Dobar dan, dobrodošli pri nas v Šparu Slovenija. Danes bomo izžrebali pare pokala Špar. To je že 19. tekmovanje. Vsako leto znova si izkažemo pozornost in pa zvestobo. Smo stabilni partner Košarkarske zveze. Lansko leto se spomnim, da sem predal pokal Primorski. Tukaj sem še provociral mečkan bivšega direktorja Olimpije. Izkažite se na igrišču. Jaz, kar se tega tiče, ampak dejansko prav z dušo, čez nobenega ne podpiram. Ne glede na to, da smo mi, da se razumemo, ne glede na to, da smo mi sponzor Olimpije. Jaz vedno pravim Olimpiji, izkaži se na igrišču. No, lansko leto to igra ni bila podobna ničemu in mislim, da sem predal pokal res v prave roke. Letos bo pa situacija lahko da nekoliko drugačna, ne? Gledamo, kakšna je scena, spremembe so v marsikaterih klubih, ampak naša politika pa ostaja, dokler sem jaz tu na tem mestu, ostaja enaka. Mi podpiramo slovensko košarko in mislimo, da je prav, da jo podpiramo tako, da podpiramo Košarkarsko zvezo in pa da podpiramo enega od klubov in to je že dolga leta Olimpija, da se imenuje Cedevita Olimpija. Kaj bi mi želeli, kolikor pač lahko naredimo, vse lahko naredimo samo to, a ne, da financiramo, strokovno delo pa ni naše. Strokovno delo je v klubih, kaj bi želel, a ne, da mečkano pripomoremo k temu, da bi se igrala neka dobra košarka na slovenskih tleh, pa ne samo na slovenskih tleh, ne, da bi se uveljavili tudi mednarodno. Normalno je, da je cilj, pa kdorkoli v Sloveniji, normalno je, da je cilj Euroliga. Ampak v tem trenutku tudi približno noben klub ne more iti v Euroligo. Nismo sposobni. Dajmo si to priznati. Tako je prav, da stojimo na tleh in da si dajemo, da si gradimo neke temelje, morda za bodočnost. Mi z Matejem sva se dogovorila, da podpiramo, da bomo podpisali pogodbo tudi letos. Kaj bi želel? Želel bi, da drugo leto pridemo na obletnico, to je 20. obletnico pokala Špar, to je moja želja, a najbrž tudi tvoja. Ne bomo še podpisali, vse ne gre po svojih tirih, to se pravi, podpiramo tudi mini pokal Špar, ne vem dobro, ali smo s tem kaj naredili, ali smo uspeli, ali ne, jaz vedno pravim, da je treba podpirati tudi mlade in če jim bomo prizvojili eno ljubezen do košarke, jo bodo gojili tudi potem, ko bodo odrasli in morda pa iz tega kaj dobimo. Toliko lahko Špar naredi. Poleg tega podpiramo pa košarkarsko reprezentanco Slovenije v dobrih in v slabih časih in z Matejem sva se celo zmenila, da bom Košarkarski zvezi v letošnjem letu celo kar precej povišal sponzorski vložek. Mislim, da v redu delajo, upam, da se bo kaj zgodilo tudi, ne vem, pravzaprav bomo Mateja vprašali, tukaj da se velikrat pogovarjamo, kaj se bo zgodilo na kvalifikacijah, kdo bo igral. Zelo smo vsi zainteresirani, je pa jasno, da ima Slovenija pač en hendikep v temu načinu tekmovanja
zaradi tega, ker nimamo takega nabora igralcev, kot imajo druge države. Če boš Matej lahko o tem kaj povedal, kar se tiče pa še nazaj, končam pokala Špar, in želim čim bolj živahnih, dobrih bojev. Zavedati se moramo vsi, da ne igramo košarke zaradi košarke, da jo igramo zaradi gledalcev. In če bomo gledalce vrnili na tribune, smo naredili vse. Hvala lepa. Matej, vaše misli. Igor, hvala. Pozdravljam še z moje strani, jaz imam malo slabši glas, sem že en teden precej prehlajen. Upam, da se me sliš. Bi pa rad povedal, glede pokala samega ni dileme, tekme zanimive, vidimo, čeprav tole beram je 8 najvišje rangiranih ekip, trenutno v Sloveniji, to bo 5 iz prvenstva, prvih pa 3 iz ABA lige, to bo nedvomno zanimivo, glede na to, Igor, kar si ti rekel, pričakujem, da letos tudi bolj izenačeno kot prejšnje leto. Zdaj pa moram reči pa nekaj, kar se pa samega podjetja Špar in Slovenske košarkarske zveze tiče, si bil pa letos v izjavi skromen, pa jaz ne bom. Namreč mi imamo letos 70. rojstni dan, košarkarska zveza, odstopamo pa, ne vem, če točno veš, ampak mislim, da 20. leto so skupnega sodelovanja. S tem je podjetje Špar najstarejši, kot kvalitetna lastnost, govorim, sponzor košarkarske zveze in pa ves čas v samem vrhu. Sponzorske lestvice, kar ni skrivnost, zaradi česar mislim, da je prispevek razvoja podjetja Špar precej velik. Veš, da sem mi osebno razvila tukaj tak odnos poseben, brez temeljine, bi rekel, na brutalni iskrenosti. Vse si povedal. Jaz sem te povabil v Istanbul leta 2017, nisi mogel priti, nažalost, zdaj te pa javno vabim v Kaunas, kjer bomo rabili podporo in bom ti dal tudi tvoj reprezentančni dres, s katerim bojo igrali tudi naši fanti. Zdaj tako ne. Mislim, da ti bo letos predvsem bolj všeč, če pogledaš v zadnje, Kar ti bo prejšen. Tako, da imaš pa 20 let. Ok, Matej, hvala ti lepa. Izvoli. Hvala lepa. Hvala. Res pa mi, sam sem se torej. Kola. Super, še ena. Hvala. Zdaj pa, če imaš še voljo, lepo prosim, podpišel, da se ni sprejel. Hvala tebi. Za brutalne iskrenosti, bi jaz rekel. Pri nas je pa res v pogovorih je pa tako, to jaz ljubim, Včasih malo ta iskrenost boli, z tvoje strani ali pa z moje strani, ampak jaz mislim, da se to posel dela. Ne samo na košarki, ampak tudi sicer na iskrenosti. Hvala lepa. Sedaj pa pridemo k žrebu spletnega dela 19. pokala Špar. Pred nami so najprej četrtfinalni obračuni. Danes so z nami predstavniki 8 klubov, ki se bodo borili za vstopnico zaključnega turnirja, in sicer Davor Užbinec, direktor košarkarskega kluba Cedevita Olimpija, Goran Jagodnik, vodja ekipe KK Koper Primorska, Miro Župejac, direktor košarkarskega kluba Krka, Uroš Kidrič, predstavnik za stike z javnostmi košarkarskega kluba Rogaška, Matej Zupančič, direktor košarkarskega kluba Helio Sans, Matej Jelen, predsednik košarkarskega kluba Popsi Polzala, Roman Horvat, podpredsednik košarkarskega kluba Gorenjska gradna družba Šenčur in Dušan Todenak, predsednik košarkarskega kluba Šentjur. Da ne odlašamo, besedo predajam komisarju članskih tekmovanj, gospodu Borisu Majerju. Boris, naprošam za vse pomembne informacije glede samega zaključka 19. pokala Špar. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Preden bomo začeli z vsem pogrebom, bi želel povedati samo še eno stvar. V letošnjem letu poteka 9. festival Mini pokal Špar. Sodelovali so 103 ekipe, približno 1800 igralcev, to je tisti vložek, o katerem ste govorili, se pravi, imamo masovnost, imamo vse, kar potrebujemo. Samo tekmovanje, če preidem sedaj na zaključen turnir pokala Špar, v letošnjem letu se vračamo v model, ki je že bil, se pravi 4 četrtfinalni pari, iz četrtfinala dobimo 2 polfinalista in finalista. Polfinale in finale se je odigral na zaključnem turnirju, ki bo 15. in 16. februarja v športni dvorani Kodeljevo v Ljubljani. Četrtfinalni pari pa se igrajo 2 tekme, eno tekmo doma in eno v gosteh.
domačin prve tekme vedno nižje uvrščena ekipa pretekle tekmovalne sezone v ligaškem delu tekmovanja. Povratna tekma se igra dan oziroma dva kasneje pri višje uvrščeni ekipi pretekle tekmovalne sezone. Zgodba je tale, da predvidevamo, da bomo igrali od ponedeljka 10. do četrtka 13. februarja, četrtfinalne tekme, s tem, da je predlog takšen, da par A in B boste igrali v ponedeljek in sredo, polfinalni par B pa bo igral v torek in četrtek. Edina omejitev, ki je lahko tukaj, je, da Krka igra v nedeljo in kolikor bo Krka v pari izžrebana od številke 1, 2, 8 ali 7, bo pač morala tisti tri tekme biti igrani v torek in četrtek. To je vse. Zdaj bi pa jaz prosil Ljubkota, če začnemo z žrebom. Najprej rdeča, kar pomeni ime kluba. Voliš. Krka. Zelena. Številka 5. Naslednja. Lahko. Koliko si pa vzela? Številka. Številka 4. Rogačka. Številka 1. Cedevita Olimpija. Številka 6. Šentjur. Številka 2. Koper Primorska. Številka 8.
Gorenjska glasbena družba Šenčur. Čak še malo. Številka 3. Čakaj. Ti kaj pa še krtli gremo. Zdaj, če vse je dal, Helio Sans. Čini. Zdaj si zdaj. Helio Sans. In imamo številko 7. In če povemo, prvi tekmi se igrajo Rogaška, Primorska Koper, Šentjur, Helio Sans, v paru B so pa Šenčur, Gorenjska gradbena družba Šenčur proti Cedevita Olimpija in pa Krka proti Hopsi. Glede na to, da so Hopsi gledani. Hvala. Najlepša hvala, zdaj predlagam, da predamo besedo predstavnikom klubov, pa pojdimo kar po parih, ko so bili izžrebani, torej Rogaška, Koper, Primorska, Rogaška, Uroš. Glede na to, da se bomo v četrtfinalu pomerili z državnimi prvaki, ne moramo reči, da je bil žreb za nas ugoden, ampak pokalna tekmovanja so malo specifična, vedno prihaja do nekih presenečenj, tako da verjamemo, da tudi tukaj nismo povsem brez možnosti. Mogoče nam je za spodbudo tudi včerajšnja tekma pa zmaga nad Primorsko, čeprav je šlo za specifično situacijo. Poskušali bomo priti do presenečenja in do polfinale. Ja, mi branimo to lovoriko že lani in predlani. Zdaj, ko pogledam žreb, recimo, da je A in B malo lažji nasprotniki kot C in D, ampak pokal je, kot je rekel naš nasprotnik iz Rogaške, vedno specifično tekmovanje in so veliko presenečen. Tako da, če bomo hoteli prijeti tam, kjer si želimo, in to je finale, in potem spet provat obraniti to lovoriko, moraš premagati vsakega nasprotnika in verjamem, da ko bojo te tekme, da bomo dobro pripravljeni in da bomo težko predali naslov drugemu. Drugi par, Šentjur, Helio Sans. V Šentjurju v letošnjem letu praznujemo 50 let košarke, 20 let neprekinjenega udejstvovanja v prvi slovenski košarkarski ligi. V tej ligi smo praktično osvojili vse razen tega pokala in bom rekel tako, radi bi ga letos osvojili. Če bo to možno, bomo poskusili, to so želje, ravno smo videli, kakšno bo. Če Lipko vidim, da je imel rokavice, se pravi žreb, sigurno ta prav ni čutil topline kroglic, če se malo pohecam. Kakorkoli, no. Helio smo letos odlično sezono in upam, da bomo nadaljevali tako tudi v pokalu. Gre za specifično tekmovanje, kakor se to sliši klišejsko. Klišejsko je z razlogom, ker je res tako. Na parketu je vsako presenečenje možno, tako da glede na razpored, pa mislim, da naš cilj mora biti preboj v naslednji krog. Šenčur, Cedevita Olimpija, Šenčur, Roman. Lep pozdrav. Dobili smo nasprotnika, s katerim še nismo letos igrali, pravkar so zamenjali trenerja, tako da mislim, da bojo tudi mečkani drugače fantje odreagirali, kakor so. Bolj pomembna stvar je pa mi, upam, da ne bo poškodb. Smo že nekaj let najboljših 8 v pokalu, bili smo tudi že v finalu. A zakaj ne bi bili še letos? Mislim, da nekaj težja pot bo, ampak zakaj pa ne? Fantje so pripravljeni, fantje so nekako tudi v formi, tako da pustimo se presenetiti. Hvala. Jurek,
takmičenje koje je puno moguće su velike iznenađenja i zato je draž najveća. Ono što je Igor na početku rekao, treba nam biti cilj pokušati napuniti dvorane i ovaj Final Four da bude što više gledalaca u dvorana Kodeljevo. Mi želimo, naša želja, ambicija ove godine da vratimo trofej, pokal u Ljubljanu. Naravno, to je vrlo teško jer sve ekipe su ovdje spremne i svi očekuju da bi mogli osvojiti to. A vidjet ćemo, neka na terenu pokaže onaj ko je najbolji, neka osvoji. Hvala lepa. In še zadnji par Hopsi povzela Krka. Hopsi. Ja, kolegi so verjetno že vse povedali. Dušan pa Roman so dobro povedali, da pa ne bi bil v finalu pa zmagal. Se zato vsi tekmuje. Malo heca, malo pa resnice. Samo da ne bi bilo poškodb, pa čim boljš do konca. Miro. Tudi jaz lahko hodam že dolga leta, mislim, da sem najstarejši za to mizo. Teh, ki dajem izjavo, mogoče da Dušan se tukaj srečujem. Vsako leto govorimo približno isto, vsi v smislu pokal je nepredvidljivo tekmovanje in se zmeraj dogajajo presenečenja in to je čisto res. Upam, da bomo tudi mi letos prišli do konca, kot vsako leto, ker to zmeraj povem kot naš cilj, ne rata zmeraj, ampak tudi takrat, ko smo veljali za manjše favorite, smo že uspeli. Morda še, gospod Karič, Matej, povedali kaj za konec tega žreba? Jaz mislim, da nimam nič kaj zapovedati veliko, ampak z vidika Špara, kot sponzorja in kaj bi se lahko na terenu dogaja, mi je žreb všeč. Marsikaj se bo dogajalo in dobre igre bom želim še enkrat. Zanimivo. Hvala lepa. Kot je že Boris omenil, torej zaključni turnir bo na sporedu takoj vikend po odigranih tekmah četrtfinala, torej v soboto in nedeljo 15. ter 16. februarja. Zaključni turnir 19. pokala Špar bo po sezonah 2001, 2002, 2006, 2007, 2007 in 2008, torej znova gostila dvorana Kodeljevo, kjer se je torej leta 2002 odvijala tudi prva izvedba pokalnega tekmovanja pod imenom Pokal Špar. Polfinalna dvoboja bosta v soboto 15. februarja na sporedu ob 15:30 pa 18:30 uri, finalni obračun v nedeljo 16. februarja ob 18:45. Prav tako je bilo tudi povedano, da naslov pokalnega prvaka branijo košarkarji Kopra Primorske. Novinarska konferenca s trenerji udeleženci zaključnega turnirja pa je predvidena na Valentinovo, torej 14. februarja ob 13. uri.